Lepo vas pozdravljamo, dragi gledalci in spoštovane gledalke. Na sporedu je osrednja informativna oddaja VTV vaše televizije, VTV magazin. Naša ekipa na terenu je za vas pripravila naslednje prispevke. Občina Polzela v letošnjem letu nadaljuje z največjo investicijo, to je gradnja prizidka k osnovni šoli. V letošnjem proračunu pa bodo velik del finančnih sredstev namenili tudi sanaciji po ujmah iz leta 2023. Občina Polzela je na zadnji lanski seji občinskega sveta sprejela proračun za leto 2026. Visok je 18 milijonov evrov, v njem pa so zajete investicije na različnih področjih. Glavne projekte, ki so vključeni v to, so, kot že rečeno, prizidek šoli in pa popoplavna sanacija, redni program. Tukaj pa izpostavljam izgradnjo meteorne kanalizacije v Ločici in v delu Brega in pa seveda sanacijo na nek način vseh plazov, ki jih imamo v zgornjem delu še na stand-byju. Dejstvo je, da imamo določene probleme z državo, kar se tega tiče, ampak jaz sem optimist in verjamem, da bomo to uspeli vse te projekte zapeljati tako, kot je treba. Potem pa seveda še cel kup manjših projektov, od nakupa gasilskega vozila, gradnje parkirišča pri gradu Komenda, ceste, tudi javno-zasebno partnerstvo cest, tako. Skratka, verjamem, da bo to leto eno od, bom rekel, bolj aktivnih za našo občino. Največji projekt v izvajanju je gradnja prizidka k osnovni šoli. Okoli 1 400 000 evrov so uspeli pridobiti iz raznih razpisov, preostanek denarja pa bo občina črpala iz lastnih finančnih sredstev. Krepko več kot 3 milijone vreden projekt prizidka k osnovni šoli pomeni pravzaprav najprej za šolo ogromen dosežek, kajti vemo, da število otrok v naši občini se veča, kar je logično, glede na to, da se veča število prebivalcev. In potem pa dejstvo je, da šola ima prostorsko stisko in da je treba tukaj reševati. In ko bomo imeli predvidoma v letošnjem letu, najkasneje do konca ali pa do začetka novega šolskega leta, bomo imeli 3 nove učilnice, sanitarije, povečano kuhno, novo kuhno, jedilnico povečano in tako naprej. Tako da lahko rečem, da bo šola res imela prostore za celotno delovanje tako, kot mora. Kot smo že poročali, je do 6. februarja letos javno razgrnjen predlog državnega prostorskega načrta za umestitev suhih zadrževalnikov, ureditev vodotokov in drugih spremljajočih ureditev za zmanjšanje poplavne ogroženosti v spodnji Savinjski dolini, študijo variant in okoljskim poročilom. Na javni razpravi pretekli teden so se vsi sodelujoči izrekli proti predstavljenim rešitvam, tudi občina Polzela. Vemo, da je potrebno najprej, ampak to povejo strokovnjaki, da je treba poplavno varnost neke reke urejati od izvira do izliva, torej celotno porečje Savinje. To je prvi del, tisti, ki je pomemben, da se ga zavedamo. Drugi del, če urejamo samo ta del, o katerem zdaj govorimo, torej spodnja Savinjska dolina, mi s tem urejamo poplavno varnost samo za Celje in za Laško. Ne urejamo poplavne varnosti za našo občino ali pa občino Žalec. In pa tretja, kar se mi zdi pa še najbolj pomembna stvar, je pa, niso suhi zadrževalniki ali pa edina možna rešitev pri tem. Ne smemo zanemariti dejstva, da gre tukaj za ogromne hektarje kmetijskih zemljišč, najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljišč. To je prva stvar. Druga stvar, poznamo primere dobre prakse iz sosednje Italije, Avstrije, Nemčije, kjer so zadeve drugače reševali, tudi z mokrimi zadrževalniki in seveda vse ostale načine. In teh bi se
tudi pri nas morali lotiti. V Polzeljski občini delujejo 3 gasilska društva, občina pa jim na pomoč priskoči sofinanciranje. Kakšno mesto imajo v naši lokalni skupnosti gasilci, to so pravzaprav sami že največkrat dokazali nazadnje v poplavah leta 2023, ko si praktično ne znamo predstavljati reševanja, pa vsega, kar je bilo s tem povezano, brez njihove pomoči, brez njihovega udejstvovanja. Zato seveda tudi že konstantno, že predtem smo pa tudi v prihodnje zagotovo tudi bomo še naprej jim izdatno namenjali, jih izdatno financirali. Lahko povem, da za to aktualno pogodbo za leto 2026 jim bomo namenili nekaj več kot 170 000 evrov. Župan pa je potrdil tudi kandidaturo na jesenskih županskih volitvah. Ja, imam namen kandidirati na jesenskih lokalnih volitvah, predvsem zaradi tega, da 3 največje projekte v naši občini, ki so trenutno v začetku, da jih pripeljemo do konca. To je, kot rečeno, prizidek v osnovni šoli, javno-zasebno partnerstvo obnove in vzdrževanja občinskih cest in pa seveda, kar je pa na nek način najpomembnejši projekt, to je pa nakup Mercatorja in pripadajočega zemljišča tukaj v centru Polzele in seveda nova urbanistična zasnova tega dela, potem pa seveda izgradnja kulturnega centra, izgradnja trgovskega centra, tukaj zraven 2-3 oddelki vrtca. Skratka, da dobi Polzela dejansko glavni trg takšen, kot mora biti. Za nakup Mercatorjeve stavbe v središču Polzele so poslali na upravo Mercatorja zavezujočo ponudbo za nakup, do tega trenutka pa uradnega odgovora še niso prejeli. Na Paškem Kozjaku se je pretekli torek zgodila velika nesreča, v kateri je ogenj vzel dom in vse, kar je družina gradila skozi leta. V nekaj trenutkih je ogenj uničil hišo in pustil družino brez vsega. V torek 20. januarja ob 11:17 je regijski center za obveščanje 112 prejel klic o požaru na stanovanjskem objektu na Paškem Kozjaku. Izvoz v prvi minuti je bil naše poklicne gasilske enote Velenje, malo kasneje zatem je izvozila tudi prostovoljno gasilsko društvo Velenje in pa seveda prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik, ki pravzaprav tudi v njem je zaposlen poveljnik Boris Špeh, ki je živel z gospo partnerko, tako da je bil izvoz prvih 3 enot dokaj hiter. Zaradi obsežnosti požara so se na poziv naknadno odzvali še gasilci PGD Šalek, PGD Vinska Gora, PGD Pesje, PGD Bevče in še sosednje prostovoljno gasilsko društvo Dolič Šentflorjan. Torej, skupaj v intervenciji je tako sodelovalo 9 prostovoljnih gasilskih društev oziroma 9 gasilskih enot in seveda tudi naša poklicna enota. To pomeni 85 gasilcev ter 16 vozil. Intervencija je v prvem dnevu bila zaključena šele zvečer ob 19. uri, pomoč je pa seveda bila nudena tudi potem v naslednjih dneh. Ogenj je v celoti uničil mansardni in srednji del objekta. V požaru pa na srečo ni bil poškodovan nihče. Je pa nekaj škode na gasilski opremi zaradi mraza, namreč tisti dan je bilo minus 17 stopinj, je kar precej visoko območje te lokacije. Strošek intervencije, če bi še lahko dal podatek za primerjavo, je bil po ceniku naše Gasilske zveze Slovenije preko 6 000 evrov, kar pomeni, da so v tem strošku vključeni stroški gasilcev, vendar to ne pomeni, da bo izstavljen kakršenkoli račun, ampak je samo en podatek iz računa, koliko je pač vredno naše delo. Kaj se je tisti dan dogajalo, je opisal tudi Boris Špeh, poveljnik prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnik Velenje ter tudi lastnik uničenega objekta na Paškem Kozjaku. Partnerka Maja me je poklicala in rekla, da je pač hiša gori. Jaz sem potem takoj aktiviral preko 112 enote in tudi našo prostovoljno industrijsko društvo Premogovnika Velenje. Mi smo bili na kraju nesreče okrog 22 minut smo potrebovali. Velenje, PGD Velenje in Šalek sta že bila na kraju nesreče. Pomagati se skoraj ni dala več nič, zaradi tega, ker je že bilo v plemenu. Potem so še reševalci nujne medicinske pomoči Majo odpeljali v Slovengradec, ker se je nadihala monoksida.
Tako da potem smo pa začeli z reševanjem, kar se še je pač dalo, ampak žal lahko rečemo, da ostalo nama ni nič. Vodja gasilske preventive PGE Velenje Boris Brinovšek je ob tem izpostavil tudi kar nekaj izzivov, s katerimi se gasilci soočajo, preden pridejo do lokacije požara, pa tudi na sami lokaciji. Kaj pa je bil največji izziv pri požaru na Paškem Kozjaku? V tem primeru pa je bila tudi prisotna nizka temperatura, kar pomeni, da pri delujočem vozilu, načeloma pri črpalki, se zadeve ogrejajo, ampak pri tako nizki temperaturi pa tudi zamrzne in v tem primeru smo imeli tudi dodatno aktivirano službo, zimsko službo, ki je z soljo posula tudi cesto, po kateri se je seveda razlivala požarna voda. Začetni požar lahko z ustreznim gasilnim sredstvom uspešno pogasimo sami. Razvitega pa ne več, je še povedal Brinovšek. Pomoč gasilcev je nujna. Ja, vsekakor najprej, čim prej poklicati na številko 112, regijski center Celje, kjer vas bo povezal do najbližje gasilske enote. Če bo to v našem okolju, bomo seveda klic prevzeli pri nas. Aktivira se najbližje gasilsko društvo, zato da prihranimo na času. Namreč v prvih 3, 4, 5 minutah je zadeva še nekako obvladljiva. Vse, kar šteje več, je čedalje težje in težje obvladovati polno razvit požar, kjer se res redko da rešiti še, kar se pač rešiti da. Družina, ki živi na Paškem Kozjaku, se je čez noč znašla v izjemno težki situaciji. Izgubila je del svojega doma in zdaj nujno potrebuje pomoč pri sanaciji posledic. Vsak prispevek, velik ali majhen, bo pomagal pri obnovi doma, pravi Boris Špeh. Ja, to pa res, to bi se lahko zahvalil Mestni občini Velenje in Civilni zaščiti, da sta odprla tekoči račun, pomagajmo Maji in Borisu. V poslovnem centru Lopan je župan občine Mislinja pripravil novoletni sprejem za predstavnike gospodarstva, kulture, javnih zavodov in novinarje. Poleg zahvale za korektno sodelovanje je predstavil tudi načrtovane investicije. Župan občine Mislinja Bojan Borovnik je v veliki dvorani poslovnega centra Lopan pripravil sprejem za gospodarstvenike, predstavnike javnih zavodov, kulturnih društev in medije. V nagovoru se je zahvalil vsem, ki na kakršenkoli način pomagajo lokalni skupnosti. Jaz sem lahko samo vesel, da pride toliko mojih prijateljev, sodelavcev, se pravi investitorjev, potem vseh izvajalcev, ki so danes tukaj, od projektantov, videli so dejansko cela skupnost in nakupu in to sem jaz zelo vesel in ponosen konec koncev, da pridejo k nam. Pa tudi sedaj v tem prostem času, ko bo nam preostalo, da se kaj pogovorimo, kaj ti glih takrat, ko smo sproščeni, se lahko največ projektov tudi dogovori oziroma na kakšen način, tudi konec koncev drugi župani, drugi ljudje, kako vidijo določeno zadevo, na kakšen način bi mogoče pa lažje rešili. Predstavil je tudi največje projekte, ki v občino čakajo v letošnjem letu. Največji načrtovani investiciji sta gradnja novega vrtca in doma starostnikov. Ja, seveda, to so velike želje. Jaz verjamem, da bo vlada sedaj, ko pride na obisk na Koroško, morda že tudi prinesla seboj veselo novico, da se bo ta dom starostnikov gradil. Kar se pa tiče vrtca, ga moramo obvezno zgraditi, tudi če ne bomo uspešni oziroma če ne bomo, se pravi, če ne bo razpisa, moramo enako iti v ta vrtec, da ga zgradimo z svojimi lastnimi sredstvi. Seveda potem tudi ni samo to, tudi stanovanja, ki jih nujno potrebujemo, čeprav tudi čakamo na OPN, tukaj pri Lopanu, upam, da nam uspe dale v kratkem času, se pravi v roku enega meseca, kajti izvajalci so, investitorji so, ki bi ta stanovanja gradili in to je zelo pomembno. Seveda, kot župan bi si želel marsikaj drugega, ampak če bomo vse to, kar imamo v planu, kar je v proračunu, razen tega vrtca še ni v proračunu, ker smo čakali na razpis, bomo zelo ponosni konec leta rekli, vse, kar smo si zastavili, smo tudi naredili. Vlada naj bi 5. februarja obiskala Mislinjo in želijo si, da bo takrat dala zeleno luč za tako dolgo pričakovano gradnjo doma starostnikov. V lanskem letu so bili na občini Mislinja namreč zelo aktivni. Potekali so pogovori z Ministrstvom za solidarno prihodnost. Ja, dogovorjeno je nekako tako, da bi šla morda vlada tudi v ta
izgradnjo novega doma, se pravi, da bi sedaj, ko pride, podpisali tripartitno pogodbo, se pravi z domom Velenje in občino in pa državo, se pravi, da se bi dom morda začel graditi leta 27. Upam, da bo tako, dogovori tečejo v tej smeri, ampak bomo videli, kaj bo vlada prinesla dobro novico, seveda se želim, ampak tudi če ne bo, mi gremo naprej, se pravi, da pridemo do tega doma, ki ga zelo si želimo. Konec koncev smo imeli že gradbeno dovoljenje, ki je propadlo, Senekura je odstopila od koncesije oziroma so jo tudi vzeli, ker ni pravočasno začela graditi tega doma, ampak ne glede na to gremo naprej. Prostor tako za gradnjo vrtca kot za gradnjo doma je že zagotovljen. Čeprav včasih dobimo kritiko, zakaj je prostor za osnovno šolo, ampak edini prostor, ki je v lasti naše občine, se pravi lokalne skupnosti, in edino tam je bilo bo možno graditi ta dom. Bom pa rekel tako, greš v vrtec, greš v šolo in greš v dom. Se pravi, ta medsebojna povezanost bo zelo dobro došla in vem, tudi sam imamo v Velenju in vidim, kako je, ker je osnovna šola zraven, kako so ti starejši, ki hodijo na balkone, veseli tega živžava in seveda tega si želimo tudi tu v Mislini. Z domom starostnikov Velenja pa imajo urejeno storitev pomoč na domu. V letošnjem letu si želijo zgraditi tudi nov gasilski dom. Za gasilski dom imamo že gradbeno dovoljenje, že kar dlje časa, ampak iščemo rešitve, iščemo tudi sredstva preko države, preko Interrega, morda preko Avstrije, da bi se združili in ta dom tudi zgradili, gasilski dom, ki je seveda tudi zelo potreben v naši občini, kajti ta dom, gasilski dom je, moram reči, zelo na neprimerni lokaciji. Še večjim tempom bodo nadaljevali popoplavno sanacijo, za katero so namenili 10,5 milijona evrov in župan verjame, da jih bodo tudi pokoristili. Mi že imamo kar nekaj izbranih izvajalcev, ker smo pripravljali projekte tako daleč, da je že državno-tehnična pisarna potrdila in smo že izbrali izvajalce in čim bo za vreme to dopuščalo, začnemo s to sanacijo, ki je vrednosti okrog 10,5 milijonov evrov in nas čaka kar naporno delo in verjamem, da bo tudi občani šli nam na roko, kajti včasih se zelo zaplete tudi s termo, zaradi kakšnega kvadratnega metra zemlje, ampak v dobro vseh mislim, da bomo vsi imeli trezno glavo in da vse te projekte tudi dokončamo in izpeljemo do konca. Župan pa je tudi napovedal kandidaturo na jesenskih županskih volitvah. Ja, res sem na kandidaturo napovedal, čeprav sme tudi nekaj, da bi mogel iti na državno-zborske, ampak sem predtem že napovedal, da kandidiram za župana in ne more se potem odločevati in ostal bom tukaj v Mislini, ker se mi zdi, da še tu kar dosti projektov, katere treba zaključiti pa tudi narediti. Uradni del so z glasbo popestrili otroci iz vrtca in glasbene šole Mislinja, druženje pa so povabljeni nadaljevali ob pogostitvi. V Celju so se na tradicionalnem ponovoletnem srečanju zbrali predstavniki različnih verskih skupnosti, ki delujejo na območju celjske občine. Letošnje leto pa bo za celjsko škofijo v znamenju okrogle obletnice. Župan mestne občine Celje Matija Kovač je pripravil tradicionalni sprejem za predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo na območju celjske občine. Sprejem je bil v centru konjeniškega športa Celje. Mislim, da smo v Celju res lahko ponosni na to, kako bogato je to mesto v smislu ponujanja tistega, kar ljudje v svojem osebnem življenju iščejo, rabijo, pa naj bodo to športne dejavnosti, naj bo to kulturna ponudba, predvsem pa verske skupnosti, sploh v času, ko vemo, da ta duhovna preskrba ni povsod enakomerno razporejena, ko dejansko vsi kraji dejansko nimajo urejenih primernih pogojev, smo v Celju res zadovoljni, da deluje toliko župni, ki so tradicionalno del naše občine, našega okolja, pa tudi drugih verskih skupnosti, ki so tukaj prisotne. To tradicionalno srečanje zelo cenim, ker je lepa priložnost za izmenjavo pogledov na to, kaj smo naredili v preteklem letu in seveda tudi nekih ciljev, ki so konstantni. Delo lokalne skupnosti se močno prepleta tudi z verskimi skupnostmi, pa naj gre za tisto osnovno duhovno preskrbo, ki jo prepuščamo seveda njim, ali pa področje socialnih, karitativnih dejavnosti, dela z mladimi,
pri katerih veliko sodelujejo tudi preko določenih razpisov kot nevladne organizacije in pa seveda pomena, ki ga imajo predvsem župnije za skrb za stavbno kulturno dediščino, ki je pomembna v prepoznavni podobi lokalnih okolij, krajev in seveda mesta Celja. Res je to lepa priložnost, da se tako na začetku leta zberemo vsi, ki na območju celjske mestne občine pravzaprav na poseben način nosimo to skrb za ljudi. Verske skupnosti na našem področju imajo že dolgo tradicijo lepega sodelovanja tako med večinsko katoliško cerkvijo, kakor tudi med pravoslavno, različnimi evangeličanskimi cerkvami, pa tudi ta skupnost muslimanov opažam, da se lepo vključuje v naš prostor. Jaz mislim, da prizadevanje za te naše skupne vrednote sožitja, miru in razumevanja so seveda nekaj, za kar se splača vedno znova potruditi, vložiti svoj čas in takšna priložnost, ko se na nekih tako neuradnih prijateljskih srečanjih dobimo, kakor je to v okviru tega sprejema celjskega župana, je seveda nekaj zelo lepega in mislim, da nam bo dalo novih moči in novega zagona za naše skupno delo tudi v prihodnje. Letošnje leto bo za celjsko škofijo v znamenju okrogle obletnice. To leto 2026 je za celjsko škofijo nekaj posebnega, obhajamo, namreč praznujemo 20-letnico ustanovitve celjske škofije, smo mlada škofija, pa vendarle je vsak jubilej neka priložnost, da se malo zamislimo, zavemo, kaj smo morda s tem pridobili, kje bi lahko morda naredili še kaj več, predvsem kje bi se lahko še bolj povezali med seboj, da bi bili res v pomoč ljudem, ki živijo na tem področju. Srečanja so se udeležili predstavniki celjske škofije in župnij, škofijske Karitas, Srbske pravoslavne cerkve, islamske skupnosti v Sloveniji, krščanske cerkve Kalvarija in skupnosti Hare Krišna. Veseli so tovrstnega srečanja in sodelovanja s celjsko občino. Zelo lepo imamo tudi z ostalimi verskimi skupnostmi, pa tudi kar se tiče z občino, pa kar naprej sodelujemo in se kar pogosto srečujemo, še posebej zdaj, ko so te aktivne, kar se tiče same gradnje pravoslavne cerkve v Celju. Vsako leto je več vernikov, kjer prihajajo pač za ta kos kruha, da preživijo in nekako Slovenija je taka država, ki je zelo topla in prisrčna tudi za ljudi, ki prihajajo z drugih držav in nekako najraje prihajajo v Slovenijo, pa tudi teritorijalno je zelo blizu in vsako leto imamo več vernikov, ker vidim vsak teden nekdo, da se javi, da pač so prišli v Celje, Velenje in da iščejo cerkev in najdejo na internetu telefonsko številko, pa sprašujejo, kje je cerkev, kdaj se bogoslužijo in tako naprej. U Celju muslimana ima oko 8000, tako da evo, mi prešli smo nove prostorije na novoj adresi, tako da svakodnevno imamo sve veću i veću posjetu ljudi, tako se i zajednica širi, tako da svaki dan upoznajemo nove ljude i uvijek je svako dobrodošao. Župan se je prisotnim zahvalil za vse delo in odnos, saj poleg širjenja vrednot verske skupnosti skrbijo tudi za stavbno dediščino. Občina po eni strani pristopa vsakoletno z razpisom za subvencioniranje obnov fasad in streh v mestnem jedru oziroma širše, kjer je del sredstev rezerviran za prijave se strani župnij, verskih skupnosti in vsako leto se ta sredstva tudi porabijo. Tako mislim, da je tudi neka pomoč lokalnega okolja prisotna pri skrbi za cerkve in zvonike. Lani je bilo recimo so bili ugrajeni novi zvonovi v cerkvi na Teherih s temi sredstvi. Za leto seveda razpis še ni izpeljan, ampak verjamem, da bo naložba, ki bo pomenila tudi nekaj pri obnovi oziroma pogledu na samo dediščino v mestu. Pri teh večjih, dolgoročnejših projektih
pa vsekakor gre za sodelovanje z župnijo Sveti Danijel, ki je lastnica zemljišča na Slomškovem trgu, kjer smo v letošnjem letu uspeli podpisati pogodbo za projektiranje same prenove trga. Načrtujejo sodelovanje na način, da bo dela izvedla in financirala občina, cerkev pa bo v neki pravni obliki zagotovila zemljišče. Gre za zelo pomemben mestni prostor, pomembna naložba, ki jo vidimo in jo izvaja dejansko celjska škofija sama, je prenova župnišča ob cerkvi Svetega Danijela, ki bo postal tudi center škofije. V lanskem letu je pomembna pridobitev za islamsko skupnost novi prostori, ki jih imajo na Hudinji. Pri tem občina ni sodelovala, seveda pa spremljamo njihovo delo. Od dolgoročnih naložb pa je vsekakor najpomembnejša želja in vizija skupnosti Srpske pravoslavne cerkve, ki si želi v Celju ponovno izgraditi cerkev. Za ta namen pripravljamo ustrezni izvedbeni prostorski akt. Lokacija je izbrana, trenutno se pridobivajo smernice nosilcev urejanja prostora, tudi strokovne podlage so izdelane in verjamem, da bomo nekje do sredine naslednjega mandata zagotovo tudi imeli ustrezno prostorsko podlago, da bo lahko se cerkev organizirala in začela z pripravami na gradnjo takega objekta. Mislim, da ena taka ambicija za lokalno okolje vsekakor pomeni neko vitalno živost, da se razvija in to nam seveda v Celju veliko pomeni. Po uradnih nagovorih so druženje nadaljevali ob kosilu in kovanju načrtov. Predvsem pa so si bili enotni, da različnost bogati skupnost. Celjska dvorana Zlatorog bo v soboto 31. januarja prizorišče finala za pokal Slovenije v odbojki, ko bosta potekala obračuna najboljših dveh ženskih in moških ekip v pokalnem tekmovanju. Vse ekipe so pred finalom zelo motivirane. Celjska dvorana Zlatorog se bo prvič doslej v okviru tekmovanja za pokal Slovenije spremenila v odbojkarsko prizorišče. Novega izziva in prve organizacije tovrstnega tekmovanja v Celju, ki se sicer lahko pohvali z eno lovoriko, slednjo so v sezoni 1994-95 osvojile odbojkarice ekipe AB Straight Celje, pa se veselijo tako pri Odbojkarski zvezi Slovenije kot lokalnem partnerju Odbojkarskem klubu Celje. Ko smo se nekako odločili za Celje, smo se dobro zavedali, da nekako drzno vstopamo v to prelepo dvorano. Zavedamo se, da je to hram rokometa in nekako z velikim spoštovanjem in tudi hvaležnostjo pač do te dvorane in do te tradicije. Jaz bi se na tem mestu seveda res zahvalil občini Celje, podjetju ZPO Celje in pa ne nazadnje tudi Odbojkarskemu klubu Celje. Zelo hitro smo našli skupen jezik, se dogovorili za sodelovanje. In to sodelovanje prinaša v celjsko dvorano Zlatorog vrhunski športni dogodek, finalni obračun najboljših slovenskih ekip. Posebno simboliko dogodku daje bogata odbojkarska tradicija v Celju, kjer je ženska ekipa v preteklosti že osvojila naslov državnih in pokalnih prvakinj, hkrati pa se mesto v zadnjih letih tudi izrazito odbojkarsko prebuja in gradi širšo bazo mladih igralk in igralcev. Res klub raste iz leta v leto, ima preko 200 registriranih igralcev in igralk in nekako tudi z te strani je tudi nekako pomoč ali pa zahvala Odbojkarske zveze tej regiji, da smo pripeljali v ta kraj ta turnir oziroma te tekme. V ženski konkurenci se bosta v finalu pomerili ekipi Gen i Voli in OTP banka Branik, medtem ko se bosta pri moških za pokalno lovoriko udarila ACH Voli in Pan Vita Pomgrad. Mislim, da definitivno smo lahko prepričani, da bo finalna tekma zelo zanimiva. Zavedamo se, da smo z vsem tem, kar smo dosegli v zadnjih letih, tudi same sebi dali neko tarčo na hrbet, da so proti nam res vsi gredo na polno, se potrudijo do zadnjega. Vsekakor se zavedamo tudi kvalitete nasprotnika in mislimo, da definitivno ne bo lahko, pač treba bo iti v tekmo z glavo in skoncentrirano in na polno. Čim so v igri lovorike, zato živimo, zato treniramo. Take tekme so res, mislim, da tudi nam po vseh teh letih še vedno res velika motivacija in
Jaz upam, da se naši nasprotniki ne tolažijo s tem, da bi mi mogoče šli v take tekme na polno. Tako da gremo na igrišče pokazati, zakaj smo v vlogi favoritov v teh tekmovanjih in pripeljati prvo lovoriko letos v Ljubljano. Ljubljančani so bili doslej za Prekmurce sila neugoden tekmec, saj so jih premagali na vseh tekmah v zadnjih 12 letih, a mursko-soboški odbojkarji kljub temu ne mečejo puške v koruzo. Svoj račun imajo na drugi strani tudi odbojkarice novogoriškega Gen Volija. Mariborčanke bodo zadnje nedvomno trd oreh, a srečanje z njimi jim predstavlja dodaten zagon, da premagajo državne in večkratne pokalne prvakinje, je v tekmicah iz štajerske prestolnice povedala korektorica Novogoričank Kaja Gimpel. Jaz mislim, da finale zna biti zelo zanimivo. Definitivno se bomo potrudili do konca in želim tudi veliko sreče nasprotnicam. Ženski finale bo v soboto na sporedu od 14. ure, medtem ko se bodo moški srečali ob 20. uri. Odziv ljubiteljev športa na organizacijo finala Pokala Slovenije v Celju je pozitiven in je še ena potrditev več, da je Celje športno mesto. In prav celjski športni klubi so se pred kratkim razveselili novice, da bodo za najem objektov, v katerih izvajajo treninge, plačevali le simboličen 1 evro za uro treninga. Zato smo letos res z znatnim dvigom sredstev za subvencijo podjetja ZPO, ki s to infrastrukturo upravlja, prišli do tega rezultata, da lahko res dejansko vsi športni klubi, ki v teh objektih vsakodnevno trenirajo, to delajo z neko simbolično najemnino. Glede na zakonodajo brezplačnega najema tu ni bilo mogoče omogočiti, predvsem pa, da na tak način tudi morda tiste neke bremena iz preteklosti, ki jih v finančnem smislu imajo, lahko v roku prepričan sem enega leta tudi zaprejo. So se pa po besedah župana mestne občine Celje Matije Kovača predloga Odbojkarske zveze Slovenije in gostovanja Pokala Slovenije zelo razveselili. Mislim, da je tudi koncept gostovanja po večjih mestih dober koncept. Kot rečeno, Celje vso infrastrukturo ima. Na področju odbojke sicer v mestu toliko govora, kot na nekaterih drugih področjih v preteklosti ni bilo in verjamem, da je to tudi priložnost, da se šport, kakršen je odbojka v globalnem merilu, popularizira tudi v našem lokalnem okolju. Jaz mislim, da bomo odlični gostitelji, da je ta dvorana res primeren kraj za številne obiskovalce oziroma zainteresirane gledalce. S 5000 sedeži nam res omogoča več kot dovolj prostora za izvedbo takega tekmovanja in jaz mislim, da bo to ena res lepa priložnost tudi za koga, da se na novo spozna z športom, ki je v vzponu, marsikje tudi v Celju. Že zdaj številke odbojkarskega kluba Celje govorijo same zase. Gre za močan razvojni trend, ki ga število vadečih dejansko izkazuje. Odbojka se tako tudi v Celju uvršča med tiste športe, ki so po opisu najbolj priljubljeni. To so bili prispevki, ki smo jih za vas pripravili v tokratni oddaji VTV magazina. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje.